Jagoda je že od nekdaj in tudi v zdajšnjih časih vodilna med jagodičastimi sadnimi vrstami, tako po številu rastlin, ki jih posadijo pridelovalci, kot po številu rastlin, ki jih ponavadi pridelujemo doma na naših vrtovih. Vedno so bili otroci tisti, ki so prvi skočili za še napol zrelo jagodo in jo pohrustali še predno je bila dozorela. No, nahajamo se v nasadu jagod oziroma v plastenjaku. To so v bistvu rastline, ki so stare 1 leto. Lansko leto smo jih posadili v poletnem času in zdaj je ravno za nami prvo obiranje. Letošnji pridelki so bili v redu. Tukaj je največ zastopane sorte kleri. Je pa tako, da tudi potem, ko mi z obiranjem zaključimo, ker je zaenkrat rodno sorto, je potrebno v bistvu naš nasad še vedno spremljati, ga opazovati in kontrolirati, kaj se v njem dogaja. Največ bomo naredili pri jagodah s tem, da bomo postavili streho in pa na grebene, dvignjene grebene pokrili s folijo, pa še takole vmes, kot vidite, z agrotekstilom, da preprečimo tako vdor raznih škodljivcev, predvsem polžev v tem primeru, da se izognemo težav s plevelmi v medvrstnem prostoru in pa da lahko pod to folijo skrijemo namakalno cev, ki nam služi za namakanje našega nasada, saj jagoda potrebuje precej več vode kot druge sadne vrste v tem času. No, največkrat boste v poletnih mesecih opazili, da se na jagodah pojavljajo bolezni, kot so razne pegavosti. Na listih se pojavijo take črne pege, zelo izrazite, jih težko zamenjamo. Poleg pegavosti se pogosto pojavlja na tako imenovanih pritlikah oziroma živicah koletotrihum. V bistvu pride do takih najprej rdeče obarvanih mest, potem se pa začne to mesto sušiti in se v bistvu tukaj rastlina propade. Poleg tega je tudi v kasnejšem času zelo pogost pojav botritisov. Na plodovih ste verjetno opazili, najprej se začne tako bledo mesto, potem pa se razvije prava gmota trosov. Od škodljivcev je kot v večini sadnih vrst veliko težave povzroča ravno uš in pa resar oziroma trips, ki takole izsesa plodove oziroma tudi liste. Kaj je še naloga v teh poletnih mesecih? V mesecu avgustu lahko začnemo naš nasad počasi obnavljati. Rastline, ki so na istem mestu več let, 2-3 leta, jih je priporočljivo pomladiti. To pa naredimo ravno z tako imenovanimi živicami oziroma pritlikami, ki jih enostavno postavimo v prostor, v zemljo, zraven matičnih rastlin, kjer bodo razvile nov koreninski sistem in bodo naslednjo sezono v bistvu predstavljale novo matično rastlino.